enostavneje do subvencije za šolsko prehrano. Kako oživiti mariborski trgovski center City v središču mesta? V Makolah so skušali speči najtežji kruh na svetu. Pozdravljeni. V osnovnih in srednjih šolah je do subvencije malice upravičenih 116 tisoč učencev in dijakov, do brezplačnega kosila v osnovnih šolah pa 15 500 učencev. V prihodnjem šolskem letu se na tem področju obetajo spremembe. Po novem staršem ne bo več treba oddajati vlog za subvencije za šolsko prehrano na centre za socialno delo. S 1. septembrom letos namreč začne veljati novela, ki bo z novim načinom izmenjave podatkov med ministrstvoma za delo in za izobraževanje poenostavila uveljavljene pravice do subvencionirane prehrane. Centri za socialno delo tako pozivajo starše, naj pri njih ne vlagajo vlog za subvencijo malice in kosila, če že imajo izdano odločbo za otroški dodatek oziroma državno štipendijo. To pomeni, da bodo dijaka oziroma učenca samo prijavili na malico ali kosilo v šoli, šole pa bodo imele dostop v ustrezni aplikaciji, kjer bodo imele vpogled v dohodek oziroma povprečni dohodek na družinskega člana v družini. Lahko pa oddajo vlogo tisti, ki otroškega dodatka niso uveljavljali. Niso uveljavljali niti državne štipendije, pa bi želeli uveljavljati subvencijo malice oziroma kosila, zato bodo namenjeni posebni obrazci, novi obrazci, ki bodo objavljeni tudi na spletni strani. Šole in starši, tako kot centri za socialno delo, spremembo podpirajo, saj je bilo nesmiselno, da so se odločbe izdale dvakrat. Pričakujemo, da bodo evidence, iz katerih bodo lahko šole zajemale podatke, dovolj jasne in dovolj čitljive, če lahko tako rečem, tako da ne bo prišlo tudi do kakšnih težav, pa morda, da je ta zadeva čim prej pri nas. Šole je namreč ministrstvo šele pretekli petek obvestilo o spremembah. Mi smo že prejšnji teden, nekatere šole pa že prej, imeli zaključne sestanke z prvimi razredi in staršem smo že razdelili po starem sistemu neke stvari, zdaj bo treba seveda na novo. Višina subvencije malice in kosila ostaja taka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Novost je le, da učencem iz rejniških družin pripada pravica do brezplačnega kosila. Najstarejše mariborsko nakupovalno središče, ki je svoja vrata sredi mesta odprlo konec 90-ih let, danes spominja na hišo duhov. Ker je vse več lokalov praznih, vanj zahaja tudi vse manj kupcev. Razlog sta kriza in drobljeno lastništvo. A kot kaže, se nekoč priljubljenemu shajališču Mariborčanov jeseni obetajo boljši časi. Smola spremlja poslovno-nakupovalni center v središču Maribora že od samega začetka. Najprej je leta zevala velika gradbena jama, na kar so ga 1997 končno odprli. A je že 3 leta kasneje dobil nepremagljivega tekmeca, takrat največje nakupovalno središče v Sloveniji, ki so ga postavili le streljaj stran. Nastalo situacijo bi pripisala na splošno situaciji na trgu. Vemo torej, kakšna je situacija in pa seveda porast preostalih trgovskih centrov, ki moram pač priznati, da so nas v nekaterih segmentih tudi prekašali. V zadnjem času, v zadnjih letih so se ti centri razmnožili vse do vpadnice, do Hoč in center s tem tudi zgublja publika. Če ob 10. obletnici najstarejše poslovno-nakupovalno središče še beležilo uspešno poslovanje, danes temu ni več tako. Po 17 letih je razdeljen med 107 lastnikov. Medtem ko poslovni del deluje uspešno, pa je v trgovskem delu praznih ogromno lokalov. 100 lastnikov, 100 idej, 100 različnih pogledov, konceptov in uskladiti to je praktično nemogoče. Meni je zelo dovoljno, drugače a resno, da City Center prazno, ne? Ampak imam vedno stranka. Zato se nam te stranke tudi še zmeraj vračamo in smo jim seveda iz srca za to zaupanje hvaležni. Ja, bolj slabo, ker je vse prazno, ne? Mogli bi nekaj odpreti, nekaj pač. Prazno, Bogo, žalostno. Predvsej čudno, da taka velika zgradba pa vse prazna. A že jeseni se menda nakupovalnemu centru v središču Maribora obetajo boljši časi. Večino lokalov naj bi odkupilo podjetje, ki želi s koncentracijo lastništva urediti razmere ter centru vrniti nekdanji blišč in pestro ponudbo.
V toplih mesecih je na cestah neprimerno več kolesarjev kot sicer. Številni vozniki avtomobilov se nanje še niso privadili. V preteklem tednu so se v Mariboru in okolici zgodile kar 3 prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Zato smo preverili, kako varni so na naših cestah. Borut Golob kolesari že 50 let. Na cesti mu je pot prekrižal že marsikateri objestni voznik. Včeraj smo neprijetno izkušnjo, ko mi je avto zavil na levo in mi je zaprl pot. Brezbrižni pa so tudi kolesarji. Vožnja po kolesarski stezi v napačno smer je lahko usodna. Kot voznik motornega vozila vozim in pričakujem kolesarja z leve strani, pride pa po napačni strani iz desne, je seveda ta nevarnost toliko večja, da pride do prometne nesreče. Kriva je tudi infrastruktura. Kolesarske poti so slabo urejene, razloži poštar, ki na kolesu preživi tudi po 8 ur na dan. Slabo. Sploh prehodi iz pločnikov na ceste so previsoki robniki in moraš dostikrat dol stopiti, da ne poškoduješ tega plašča. Ne? Na Slomškovem in Trgu Revolucije ter Smetanovi ulici imajo kolesarji pred drugimi udeleženci prednost. Kmalu bodo uredili še Prešernovo in Lackovo cesto. Imamo 250 000 evrov, ki bomo letos namenili tako za projektiranje nekaterih novih kolesarskih povezav. Potrebno najti način, kako povezati tudi ostale mestne četrti z mestnim središčem in pa potem tudi primestna naselja. Ta teden dodatna previdnost ne bo odveč. Policisti bodo še posebej pozorni na kršitve kolesarjev in vseh voznikov, ki bodo na cesti ogrožali. Poglejmo še druge domače novice. Začenjamo z referendumom o arhivski noveli. Prvi referendum, za uspešnost katerega bi bilo treba doseči kvorum, ni uspel. Stranki SDS in 46 000 podpisnikom zahteve za referendum tako ni uspelo zavrniti arhivske novele. Da bi bila novela na referendumu zavrnjena, bi morala po novih pravilih proti glasovati večina volivcev, ki so glasovali veljavno, hkrati pa bi morala ta večina predstavljati vsaj 20% vseh volilnih upravičencev. Čeprav je proti zakonu glasovalo 67,33% tistih, ki so prišli na volišča, za pa le 32,67%, novela ni bila zavrnjena, saj predlagatelji niso dosegli potrebnega kvoruma. Po neuradnih izidih se je namreč glasovanje na referendumu udeležilo le 11,68% vseh volivcev. Prejšnji ponedeljek se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 72,75% deleža Telekoma Slovenije. Iz slovenske odškodninske družbe so danes sporočili, da so prejeli ponudbe večjega števila vodilnih strateških in finančnih investitorjev. V medijih se med najverjetnejšimi možnimi interesenti že dlje časa omenja nemški Deutsche Telekom. Govorilo pa se je tudi o turških in ruskih vlagateljih. V drugem delu prodajnega postopka bodo po pojasnilih Soda k sodelovanju povabljeni investitorji, ki so oddali najugodnejše ponudbe ter hkrati izkazujejo finančno in pravno sposobnost za uspešen nakup enega največjih slovenskih podjetij in najpomembnejše družbe v paketu 15 državnih naložb za prodajo, ki ga je lani potrdil Državni zbor. Potem, ko se zaposlenim v lendavskem podjetju Montaža v petek z vodstvom ni uspelo dogovoriti za izplačilo neizplačanih plač, je 35 delavcev danes zjutraj začelo stavkati. Zahtevajo izplačilo razlike januarske in februarske plače, marčevske in aprilske plače v celoti ter dodatka za malico in prevoz na delo. Ker pa podjetje denarja nima, kaže, da se v pokrajini ob Muri konec tedna obeta še en stečaj. Sindikat pa je za pomoč delavcem zaprosil humanitarne organizacije. Že 24. športni vikend Maribora je po mnenju organizatorjev Športne zveze Maribor presegel vse rekorde. Po neuradnih ocenah je dvodnevni dogodek privabil več kot 50 000 obiskovalcev. Dolge vrste so bile tudi za obisk Pohorja. Gondolska žičnica naj bi namreč prepeljala več kot 7500 ljudi. Čeprav je zaradi tehnične napake za 45 minut zastala, večje jeze ni bilo, saj je bilo dogajanje ob spodnji in zgornji postaji pestro. Otroci so lahko uživali tudi na poletnem sankališču. Društvo za zaščito živali Maribor in motoristični klub Pohorski Abuhi pa sta to soboto pred kulturnim domom Hoče pripravila celodnevno dobrodelno prireditev Motoristi za živali. Zbrane prostovoljne prispevke in hrado bodo razdelili za hišne ljubljenčke socialno ogroženih ljudi, ki sicer za svoje živali skrbijo po najboljših močeh. Finančno bodo pomagali tudi pri veterinarski oskrbi.
Zdaj pa v Makole, kjer so se člani tamkajšnjega turističnega društva trudili, da bi se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov z najtežjim kruhom na svetu. Ali jim je uspelo, bo znano šele čez dober mesec, ko bo svoje povedala strokovna žirija. Ta bo morala presoditi, ali je imel več kot 1800 kg težek kruh dovolj dobro pečeno notranjost. Doslej najtežji kruh, tehtal je 1561 kg, so pred leti spekli v Braziliji. Več kot 3 mesece se je ekipa sestavljena iz različnih strokovnjakov pripravljala na ta izjemen dogodek. Za peko so posebej postavili tudi peč, za katero so porabili več kot 25 ton opeke. To je znanje, to je v glavi, vizija, kako nekaj ne izgleda, da to narediš. In ko rečeš, bom naredil, moraš to narediti. Gospod Stojnšek priznava, da so bili dnevi pred začetkom zelo napeti. Moram priznati, da nisem spal nekaj noči. Sicer pa so s kurjenjem peči pričeli že v petek zvečer. 6 metrov smo izkurili. Na vsake koliko je treba zdaj kontrolirati, da bo vse v redu? 15 minut tak nekaj kontroliramo peč, ne? Pa uravnavamo stopinje. Ena sonda bo šla direktno v kruh, da merimo temperaturo testa. Ena sonda kontrolira okolico peči v notranjosti. Ena sonda pa nam v bistvu meri temperaturo oboka, ne? To je zelo pomembno, ker pri taki masi bo zelo težko nadzirati sam proces peke, ne? In medtem, ko so korjači skrbeli za peč, so peki pripravljali testo za kruh. Imamo 60% ržene moke, 40% pšenične moke, cirka 50% na to težo imamo vode in na to imamo 0,5% kvase, se pravi izjemno malo kvase in izjemno malo soli. Zamesili so ga kar v pekarni in zanj porabili več kot 1400 kg moke. Po napornem delu, ko je testo že vzhajalo v posebej za to narejeni posodi, so si peki oddahnili in seveda tudi nazdravili. Načrtovali smo ga zadnje 3 mesece zelo intenzivno, imeli smo več testnih pek, nekatere manj uspešne, zadnje pa precej uspešne, tako da smo zelo pozitivno nastrojeni. Zgodba o velikem kruhu sicer sega v zgodovino, ko je eden izmed lastnikov dvorca Štatenberg z največjim kruhom želel nahraniti osirotelo ljudstvo. Cilj pa je prikazati, se pravi, slovensko delo, slovenske ljudi na tem področju in pa seveda tisto dediščino, ki imamo. Na tak način, da pač prikažemo širnemu svetu, da smo tisti ljudje, ki lahko naredimo nekaj več. Res nekaj lepega, ne? Pridem iz Nemčije, pa me to zanima gledati. Ja. Poseben čutek je, da vidiš kaj takega, ne? To ni mala stvar, da ne. Zanimivo, kako bojo ven spravili pa to, če bo spečen. Po 11 urah so pozno zvečer več kot 1800 kg težek kruh vzeli iz peči. Strokovna komisija za Guinnessove rekorde pa bo presodila, a je ekipi tudi uspelo. Ne glede na izid pa so dvorcu Štatenberg ponovno vdahnili živahno srednjeveško dogajanje, ki je privabilo širšo množico obiskovalcev. Pri kulturi smo. Sinoči so v Unionski dvorani nastopile vse zasedbe, ki delujejo pod pevsko znamko Carmina Slovenica. Letni koncert je tudi priložnost, ko lahko občinstvo vidi razvejeno pedagoško delo na različnih stopnjah pevskega izobraževanja. Tako se z leti razvijajo pevci koncertnega zbora, ki v svetu slovi kot pojem sodobnega vokalnega sestava. Začetek neposrednega spoznavanja z zborom Carmina Slovenica je v najmlajši skupini predšolskih otrok od 5. leta do 3. razreda osnovne šole. Se posvečam bolj taki motivaciji, kar se tiče sploh zbiranja rednih pevskih vaj, predvsem dikcijo razvijamo, ne, razne glasbene igre. Osnovnošolci od 9. do 12. leta sestavljajo mlajši zbor Junior, ki se že spoznava z večglasnim petjem in celovitejšim odrskim nastopom. Izbiram slovenske umetne pesmi, slovenske ljudske pesmi, tuje ljudske pesmi, pa predvsem kakšne novitete, kjer lahko otroci se kreativno izražajo in sami tudi gibalno ustvarjajo zraven.
Ob jubilejnem letu, ko v Karmini Sloveniki obeležujejo 50-letnico koncertnega zborovstva v Mariboru, se s številnimi manjšimi pevskimi projekti vključujejo v matično lokalno okolje. Pomembnejši in ambicioznejši projekti pa v zadnjih letih doživljajo premiere zunaj matičnega mesta. Tako bo tudi nov glasbeni projekt premiero doživel septembra v Cankarjevem domu. Mislim, da počasi bo tudi tako, da bodo že samo v tujini ali samo drugod, ker pač enostavno v našem okolju zato več ni enakih pogojev, kot smo bili vajeni, in potem smo zelo veseli, če je producent nekdo bodi si v tujini, bodi si seveda v Cankarjevem domu, kar je v vsakem slučaju dober kompliment in eno potrdilo kakovosti, hkrati pa je tudi odraz domačega stanja. Med večjimi gostovanji je v jubilejnem letu še potovanje v Švico in velika turneja oktobra v Avstraliji. Vsakoletni nastopi po vsem svetu pa so utrdili Karmino Sloveniko kot eno najprepoznavnejših slovenskih kulturnih znamk. Še šport. Do konca letošnje klubske sezone v vaterpolu je še 1 oziroma 2 tekmi. V mariborskem Pristanu so igralci Žusterne v tretji finalni tekmi 6-7 premagali Branikovce. Če bodo zmagali še v sredo v Kopru, bodo postali državni prvaki. Pred pričetkom finalne serije so igralci z belimi kapicami veljali za glavne favorite državnega prvenstva, saj so v tej sezoni tekmovali v Jadranski ligi. Svojo moč so pokazali na prejšnji finalni tekmi, v kateri so visoko, s 6 zadetki razlike porazili Primorce. Takrat so si delo nekoliko olajšali za voljo hitrega prenosa žoge. Vedeli smo, da moramo to plavanje ustaviti, zato smo se odločili, da imamo te time-oute takrat, ko naša ekipa pade plavalno. To nam je tudi uspelo in zato smo zmagali. Boljša fizična pripravljenost Branikovih igralcev na zadnji finalni tekmi ni prišla do izraza. Tudi zato so skozi celo tekmo rezultatsko lovili nasprotnike. Preveč lahko smo šli v tekmo, smo mislili, da smo toliko boljši, ker smo boljši vsaj za 5, ampak če nam ne gre, pa ne gre. Tokrat je precej žog zaustavil koprski vratar oziroma okvir njegovih vrat. A bi se lahko tekma tudi drugače končala, saj so se Branikovci minuto pred koncem približali le na zadetek zaostanka in imeli po vrhu priložnost za izenačenje. Ni še konec, treba je 3-krat zmagati. Oni so nas premagali zdaj na domačem terenu, lahko mi upamo, da bomo premagali njih na domačem terenu. Če želijo Mariborčani po pokalnem osvojiti še ligaški naslov, morajo v sredo zmagati. Nismo favoriti, še vedno je Maribor favorit. Če Maribor zloži vrste in da odigra tako, kot zna, mi bomo imeli težko tekmo. Mi nismo rekli, da bomo letos državni prvaki, seveda bomo pa probali izkoristiti. Mariborčani bodo v Kopru nastopili z Matevžem Pevcem, ki je zaradi kazni izpustil tekmo v Pristanu. S tem bodo postali nevarnejši pri strelih iz razdalje. Pričakujemo lahko, da bo 4. tekma finalne serije zelo zanimiva in obenem tudi razburljiva, saj sta tekmeca v tej sezoni že 3-krat remizirala. Tekvondoist Ivan Trajković pa je po zmagi na odprtem prvenstvu Avstrije zelo dobro nastopil tudi na odprtem prvenstvu Švice, kjer je bil drugi. V finalu ga je premagal Anglež Cho. Z zadnjima dosežkoma je Trajković nekoliko nadomestil izgubljene točke z evropskega prvenstva in se znova približal najboljši šesterici svetovne lestvice. Tekvondoisti, ki bodo na prvih 6 mestih leta 2016, si bodo zagotovili neposredno udeležbo na olimpijskih igrah v Braziliji. Naslednjo priložnost za še večje število točk bo imel Trajković čez mesec dni, ko bo na Kitajskem prva letošnja tekma velikih nagrad. V pregledu mednarodnih novic pa najprej v Rusijo, kjer so obsodili odgovorne za umor ruske novinarke Ane Politkovske leta 2006. Rusko sodišče je 2 obsojena za umor ruske novinarke Ane Politkovske leta 2006 obsodilo na dosmrtni zapor. Še 3 soobsojenim je dosodilo dolgoletne zaporne kazni in prisilno delo. 48-letna novinarka časnika Ruska gazeta, znana po člankih kritičnih do ruskega predsednika Vladimirja Putina in še posebej do vojne v Čečeniji, je bila ustreljena na hodniku stanovanjskega bloka v Moskvi. 8 let po odmevnem zločinu pa še vedno ni znano, kdo je umor pravzaprav naročil. V Ženevi potekajo dvostranski pogovori med Teheranom in Washingtonom o spornem iranskem jedrskem programu. Nesoglasja nastajajo predvsem pri iranskem bogatenju urana, ki bi lahko vodilo v izdelavo atomske bombe. Jabolko spora pa je tudi reaktor na težko vodo, ker bi lahko Teheran iz porabljenega goriva reaktorja pridobil za izdelavo jedrskega orožja primeren plutonij. Pogovori veljajo za priprave na naslednji krog pogajanj med Iranom in šesterico velesil prihodnji teden
na Dunaju, ko bi lahko sklenili celovit sporazum o jedrskem programu. Mednarodno letališče v Karačiju je bilo od sinoči prizorišče silovitega napada pakistanskih talibanov. Napadalce so dopoldne ustavile varnostne sile, ob napadu pa je umrlo 28 ljudi, med njimi po navedbah oblasti tudi vsi napadalci, med potniki žrtev ni bilo. Odgovornost za napad so prevzeli pakistanski talibani, ki so se tako maščevali tamkajšnjim oblastem zaradi smrti nedolžnih civilistov in svojega voditelja v zračnem napadu ameriške vojske novembra lani. Do svetovnega prvenstva v nogometu je le še nekaj dni. Prirediteljem prve tekme pa že grozi prometni kaos. Največ težav imajo zaradi stavke voznikov na podzemni železnici v São Paulo. Več kot 9000 zaposlenih zahteva 12% povišanje plač. Čeprav je brazilsko sodišče stavko razglasilo za nelegalno, je v mestu že od četrtka zaprta večina postaj podzemne železnice, v prometnih konicah pa nastajajo nekaj 100 kilometrov dolge kolone. Ob koncu pa poglejmo še na podelitev nagrad Viktorji za prepoznavanje kakovostnega in ustvarjalnega dela posameznikov in skupin na področju medijev ter nagrajevanje izjemnih dosežkov v popularni kulturi. Tokrat je bilo v Mariboru skupno podeljenih 12 zlatih kipcev, od tega jih je kar 6 prejela naša medijska hiša. Viktorja za življenjsko delo pa je letos dobil pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe Alfi Nipič. Takole so se prvič v zgodovini podeljevanja te prestižne medijske nagrade gostje sprehodili po rdeči preprogi v Mariboru. Podelitev je namreč potekala v veliki dvorani SNG Maribor. Tudi tokrat so nagrade romale v roke ustvarjalcev naše televizije. Že 12. so ga za najboljšo informativno oddajo dobili ustvarjalci Odmevov. Še zmeraj je presenečenje, pa še zmeraj smo veseli, pa še zmeraj si obljubimo, da bomo še bolj ambiciozno delali naprej, pa še zmeraj si ga želimo. Zelo se ga je drugič razveselila tudi ekipa, ki pripravlja oddajo Dobro jutro. Po 13 letih smo dobili Viktorja. Začel se v Mariboru, kot sem že povedal, nadaljeval v Ljubljani, skupaj z Mariborom in Koprom. Čisto na koncu pa je bil podeljen še najžlahtnejši Viktor za življenjsko delo, ki je letos pripadal znanemu štajerskemu pevcu. Čakal sem ga 50 let, in vesel sem, da so se me spomnili, ker sem bil na vse zadnje veliko od doma, veliko sem banderal, se potepal. In s pesmijo se Alfi Nipič tudi zahvali občinstvu, ki ga spremlja vsa ta leta. In kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno in vroče. V četrtek bo še sončno in tudi vroče, povečala se bo možnost popoldanskih ali večernih vročinskih neviht. Toliko v današnjem dnevniku. Če ste ga zamudili, si ga lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Nasvidenje.